Leta 1949 so bile prve zimske olimpijske igre gluhih v avstrijskem mestu Seefeld. Letošnje, 18. po vrsti, imenovane tudi Deaflympics Chanty-Mansijsk 2015, so se odvijale od 28. marca do 5. aprila v Sibiriji v Rusiji. Udeležilo se jih je 692 športnikov in spremljevalnega osebja. Prišli so iz 27 držav. Daleč najštevilčnejšo ekipo so imeli seveda Rusi kot gostitelji. Slovensko zastavo je zastopala gluha smučarka Anja Drev. Spremljali so jo trener Drago Drev, pomočnik trenerja in serviser Rok Tomažič, asistentka Sonja Drev, Anton Petrič kot vodja odprave in delegat na kongresu ICSD ter Sabina Hmelina kot delegatka ICSD in članica odprave. Po slovesni otvoritvi olimpijskih iger so se smučarji in smučarke naslednji dan podali na pot v 1500 km oddaljeno mesto Magnitogorsk. Tekmovali so v 4 disciplinah: v smuku, superveleslalomu, superkombinaciji in veleslalomu. Po prvi tekmi smuka je slovenska smučarka Anja Drev osvojila bronasto medaljo. V superveleslalomu in superkombinaciji je bila 5. Zaradi bolezni je veleslalomsko tekmo izpustila, v slalomu pa je odstopila. Občutki so bili res fenomenalni, ker si sploh nisem predstavljala, da bom dobila kakšno kolajno. Zdaj malo mi je zdravje ponagajalo, ampak sem videla, da sem kar tam med favoritinjami za zmago in tako naprej, tako da za naslednje olimpijske igre pa načrtujemo še kakšno zlato oziroma več zlatih ali pa med prvimi 3 in bomo videli. Ja, z našo ekipo sem zelo zadovoljna, trenerja sta bila res v redu, mama tudi, ki je bila zraven in je lepo skrbela za mene. Ko sem zbolela, je tudi šla poiskat zdravila, tako da zdaj sem že kar v redu, oziroma zelo v redu. Tako da upam, da bo tudi naslednjič tako fajn. Mi smo se zanjo, bi rekel, resno pripravljali, tako da priprave so bile dosti dobro tempirane, tako da ona je bila v dobri formi, prvi dan je bila medalja, nato je drugi dan zbolela, tako da je bilo že težavo v super-G-ju, pa v slalomu. Mislim, da če bi Anja bila zdrava, bi bile možnosti še za 1, mogoče celo 2 medalje. Je pa tudi tako odlično, vidimo, da Anja, če bo nadaljevala z strokovnim pa resnim delom, je naslednjih olimpijskih igrah ali pa svetovnem prvenstvu možnosti še večjega uspeha, kot je bil ta.
Lähmi tää tukainen se on ihan tuko. Tam. Mä sain sauksia. Tukainen nyt kuinka tulee vai. Korussi. Tukainen vaan. Ai usi kotia. Tää food vaan. Min petvaiset min amset min vaiset. Mikä tässä tuli? Missä käy vai. Kuule. Hän niin mana mati. Operator op het napakamer Mariana Sasa Baramania minha mãe minha irmã Fosilo que se pegamos por a pouco a mãe já no grupo que vai fazer inclusive a formação inclusive em metaverso capa minha página que está então mãe vou fazer eu conheci a praia. Eu falo, não via muito fala. Eu só tô olhando para a função. Não vem cá. Leva pro texto, que tá? Eu vou pensar, não faço que eu só cansar. Der var inde på det bliver der har både det der på bila tak bahatan nerla punya ka potra ku pa ya de nerla puro tu proses ta he pu ka tu mi mara Rok ja kuat kopassa tekniikka analyysi ne muuten ja osaa kuljettaa programmeina Rok ja kyllä tu ja niin on jo ja tänä trapo pasua panne se pasua kokilta halutaan niin katsotaan ja on Na zimskih olimpijskih igrah gluhih so se športniki in športnice pomerili v 5 različnih športnih panogah. In to so hokej na ledu, tek na smučeh, deskanje na snegu, curling in alpsko smučanje. Čehinja Tereza Kmohova je postala največkrat nagrajena udeleženka teh olimpijskih iger gluhih. Osvojila je vseh 5 zlatih medalj in je bila absolutna prvakinja v alpskem smučanju. Pri moških je bil najboljši italijanski smučar Giacomo Pierbon, ki je osvojil 3 zlate medalje in 2 srebrni v vseh alpskih disciplinah. Hokejska reprezentanca je gostila 5 reprezentanc iz 5 držav, iz Kazahstana, Združenih držav Amerike, Finske, Kanade in iz domače Rusije. Vsaka se je pomerila z vsako v areni Ugra. Rusi so v finalu premagali Kanačane, za 3. mesto so Američani premagali Fince. Kot zanimivost naj povemo, da je med njimi v ekipi ruske hokejske reprezentance mlad nadarjen 21-letni vratar Andrej Vasiljevski, ki trenutno igra v profesionalni hokejski ligi NHL v klubu Tampa Bay Lightning na ameriški Floridi in je sin ruskega trenerja ruske hokejske reprezentance gluhih Andreja Vasiljevskija.
Olimpijski prvakinji v curlingu sta postali Rusija in Kitajska. Ruski tekač na smučeh, 29-letni Vladimir Majarov, je osvojil 4 zlate medalje. Deskarji in deskarke so tekmovali v 5 različnih disciplinah, in to so veleslalom, paralelni slalom, snežni kanal, slopestyle in deskarski kros. Največ medalj so pobrali Američani. V skupnem seštevku osvojenih medalj je Rusija osvojila skupno 30 medalj, od tega 12 zlatih, 6 srebrnih in 12 bronastih. Sledijo Čehi s 6 zlatimi in 1 srebrno, tretje so Združene države Amerike, ki so domov odnesle 3 zlate, 3 srebrne in 2 bronasti medalji. Slovenija se veseli Anjine bronaste medalje v smuku. Delegata Sabina Hmelina in Anton Petrič sta se udeležila še 45. kongresa Mednarodnega komiteja za šport gluhih, ki so se ga udeležili člani izvršnega odbora ICSD, regionalni predstavniki ter delegati iz 55 držav sveta. Na kongresu so tudi odločili, da bo Turčija gostiteljica naslednjih poletnih olimpijskih iger gluhih.